Ja, moja lovska zgodovina še ni zelo dolga, ampak zdaj, če malo pomislim nazaj, mogoče je bilo tam leto 2018 tisto, ki si ga zdaj trenutno prikličem spomin. Meseca februarja se spomnim, da je res zapadlo tako nepričakovano 1 meter snega in mislim, da po tistem dogodku je bilo potem v naslednjem letu opazno, da so, ne vem, pri divjih prašičih bila prva legla zelo majhnih prašičev, ki so se verjetno izlegli potem v naslednjem leglu v poletnem času. Od takrat naprej mislim, da smo potem večkrat opažali, da se pojavljajo taka legla divjega prašiča, ki niso v tistem pričakovanem obdobju iz preteklosti bila tako opažena. Tako da ne vem, to je en tak dogodek, ki mislim, da je po mojem mnenju bil en tak pokazatelj, da je pač narava zelo vpliva z tem, kako funkcionira tudi na druga živa bitja, ko živijo v naravi. Opažate še mogoče kakšne druge spremembe v navadah divjadi? Je sigurno, da se spremembe opažajo. Zdaj ne vem, koliko je točno to odvisno od podnebnih sprememb. Vedno je tu več dogodkov, ki to mogoče povezujejo. Na eni strani mogoče intenzivno kmetijstvo, zaradi katerega mislim, da srnjad recimo postaje dokaj nočna divjad. Po drugi strani pa te nestanovitne zime, ki so različno dolge ali pa blage, verjetno vplivajo tudi na to, da v pomladanskem času srne ob zelo različnih, zelo stegnenem časovnem obdobju, recimo polegajo mladiče. Ko v preteklosti je bilo verjetno to bolj skoncentrirano, ker je bila pač tisti zimski čas je vplival na to, da je pač razvoj mladiča pri srni bil v kasnejšem času verjetno dokončan. Za druge vrste pa ne vem, kaj bi lahko še izpostavil. Mogoče živali, ki so v preteklosti dosti časa hibernirale, recimo po zimi od jazbeca v našem območju, opažamo, da se zdaj, ko so zime bolj mile, pojavljajo tudi v zimskem času, in je pač spremenil navade. To pa pomeni, da se pač mora tudi v zimskem času prehranjevati, gibati in pač iskati nekaj za preživetje,